ob 11. uri smo dobili poziv, da je prišlo do poškodbe vzdrževalca v mlinu Cementu 2. Naša dva dežurna gasilca sta šla na kraj nesreče, pregledala in ugotovila, da gre za zlom noge in da same naše društvo tega ne bo moglo rešiti, zato smo aktivirali preko centra tudi poklicno enoto Nova Gorica, nujno medicinsko pomoč in pa policijo. Naši člani so se odzvali na intervencijo in zaščitili kraj nesreče, ter začeli z pripravo terena za reševanje samega ponesrečenca. Pol je pa prišla poklicna enota iz Gorice, katera ima koncesijo za to vrvno tehniko izvajati, ker je reševanje bilo samo preko vrvne tehnike, drugače ni bilo možnosti zaradi dostopnosti v mlin. In je prevzel vodenje intervencije vodja izmene enote Nova Gorica. Mlin je postavljen 10 metrov na višini, poškodovanec je v mlinu, ima samo poškodbo noge, tako da mi ocenjujemo cirka 45 minut, da bomo varno poškodovanca transportirali na tla. Prišli so 4 člani in so 4 gasilci in so vodili reševanje. Naši gasilci so bili v suport in pomoč, kar so dobili pač naloge za izvesti. Gre kar za zahtevno tehnično intervencijo, uporaba vrvne tehnike. Tukaj moram povedati, da najšibkejši člen pri vrvni tehniki je reševalec, oprema je pregledana in ta drugi problem je pač sidrišča, ki bomo dobili. Če dobimo sidrišče nad poškodovancem, smo zmagali. Tako da vsak je dobil zdaj svoje naloge, imamo 2 glavni sidrišči z nekimi preusmeritvami, s škripčevjem in poškodovanca bomo pač varno dvignili in potem usmerjeno spustili na varno, na tla. Glede na teren, ki je slabo viden, težko dostopen, smo se odločili, da bi se vaja snemala v živo in se tisti, ki bi hotel gledati, gledal tukaj v večnamenskem prostoru. Te vaje organiziramo zato, pač, da vidimo, če v takih težavah ali pa takih poškodbi, nesreči, kako bi reagirali. Sam potek, ne vem, kako je alarmiranje gre, kako gre obveščanje znotraj pač podjetja. Tako da smo videli, da tu vse poteka zaenkrat v redu. S strani gasilske enote Nova Gorica pozdravljamo take vaje, sodelovanje s podjetjem in z gasilci. Redko da imamo take prilike, da izkoristimo take zahtevne lokacije. Vsakeč, ko simuliraš nek dogodek, greš skozi neke protokole in ko do nečesa res pride, potem dejansko hitreje reagiramo, bolj prav reagiramo. Take vaje so tudi priložnost za to, da se opazi tudi, kje mogoče niso stvari šle najbolj gladko in da se potem ljudje pač na to pripravljajo.